Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v čudnem svetu presenetljivosti, temačnosti, demonskosti celo, v svetu Ernsta Theodorja Amadeusa Hoffmanna in njegovega dela Hudičevi napoji. O čem za vraga govorimo, ko govorimo o Hudičevih napojih? O tem se bomo pogovarjali in veliko čast mi je, da je tako s prevajalcem Štefanom Vevarjem. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Dober dan. Dober dan. Hudičevi napoj torej in Hoffmann. Naivni bralec, spontani bralec pozna Hoffmannove pripovedke. Kdo pravzaprav Hoffmann je in kaj so njegove pripovedke? No, Hoffmann je veliki romantični pripovednik, mogoče bi rekel, da največji nemški romantični pripovednik in romanopisec. Hkrati je pa to človek številnih talentov in je vse te talente pravzaprav živel in skušal izživeti. Najprej bi mogoče o njem povedal, da ga bomo bolje ozemljili v našem kontekstu, da je bil rojen natančno 100 let pred Cankarjem, da je živel približno enako intenzivno in zgoščeno življenje kot Cankar, tudi enako dolgo, mogoče samo 4 leta dlje živel, in da je umrl leta 1822. Tako da je založbi uspelo pravzaprav izdati knjigo natanko ob 100-letnici njegove smrti. Ne vem, ali je založbi to uspelo, ali se je založbi to posrečilo, ne da bi imela v zavesti to dejstvo, ali pa je koncipirala izdajo tako. No, tukaj lahko poveva, Štefan, če vas lahko prekinem, da delo še ni v prodaji, je pa v prednaročilih in zdaj poleti govorimo o vašem zimskem branju. Ne, to je eno tako jesensko branje, takrat bo namreč knjiga izšla v sklopu Beletrinine zbirke Klasična beletrina. No, Hoffmannu bi dodal še to, da je bil pravzaprav izvrsten pravnik, ki je naredil tudi izjemno lepo pravniško kariero, kljub temu, da je bil pravnik čez dan, pa da je bil pisec po noči in da je tudi imeniten in da je bil tudi pravzaprav velik konzument vina, tako da je mnogo noči prebil po vinotočih v najboljši družbi romantikov, Chamisa, Eichendorfa, potem tudi Humboldta recimo, predvsem pa v stalni družbi igralca Devrient, slavnega igralca tistega časa. In da je leta recimo 2 že naredil državni pravniški izpit, pravzaprav vse 3, da je dobil službeno mesto v Poznanu. No, zdaj pa lahko preskočimo spet na njegovo umetniško žilico. Ampak preden bova tja preskočila, vas še tole vprašam, Štefan, kot prevajalec, jaz pa kot bralka, velikokrat razmišljam, zakaj so mnogi umetniki 19. stoletja, zlasti začetka ali pa pač v tem času, bili pravniki. A je ta poklic mogoče, tako kot vi pravite, zvečer lahko živiš, čez dan pa pravdarstvo? Ja, bi rekel, da ja. Bi rekel, v bistvu je pomenil je odlično eksistenco, ne da bi na to eksistenco potem vezal to nesvobodo, recimo, ki bi jo sprejel nase, če bi recimo šel v duhovniški poklic, kot se je dogajalo v tistem času, da je bilo zelo veliko duhovnikov, zlasti na katoliški strani. Mislim, protestanti so se lahko vezali in poročali. Pač eden od treh, bi rekel, cenjenih poklicov, duhovnik, učitelj ali pa pravnik. Tako. Brez poklica biti, živeti od umetniškega ustvarjanja, tako se življenja ni dalo koncipirati, lahko je življenje potem to prineslo. Če si postal zelo cenjen, pa zelo priznan, pa tudi zelo, rečem, izdajan literat. Ampak Hoffmannu se to ni posrečilo, do konca je bil pravnik ali je bil do poklica? Konca pravnik, ja. On je še, se je zanimiva ta njegova življenjska zgodba. Leta 2 naredi izpite, postane pravnik v Poznanu, ampak tam ga že ta žilica karikaturistična, slikarska, ki jo je tudi imel, pripelje do tega, da ob mestnem karnevalu upodobi parodične figure mestnih veljakov,
kar ga stane službe v smislu, da je degradiran in preseljen na majhno pravniško mesto v majhno mestece na poljski meji. Še boljše za njega, je imel več časa za Ne, ni bil prav srečen s tem. Ne. Potem se mu vendarle uspe preselitev v Varšavo, ki jo pa leta 1806 zasedajo Francozi oziroma Napoleon in vsa administracija mora bodisi izraziti lojalnost Napoleonu ali pa zgubi službo. On zgubi službo in to je obdobje 1806 do 1814, ko on pravzaprav se mora popolnoma navezati na karikaturizem, na glasbo in na literarno umetnost svojo. Ne? Tako. Takrat tako zelo razvija svoj glasbeni čut oziroma svoj mesto v glasbeni družbi, da postane direktor gledališča v Bambergu, pa poznaje gledališča v Dresdnu. Ampak, ko Prusija 1806. leta porazi Napoleona, on z veseljem prevzame pravniško mesto v Berlinu, se pravi, se vrne v pravniške vode in ne da bi nehal pisati, seveda, ne. In v Berlinu potem postane celo član komisije za odkrivanje zarot proti državi. On je sicer zelo liberalen član te komisije in ko nekega dne ne samo rešuje nekoga obtoženega človeka pred tem, da bi ga vtaknili v zapor, ampak tudi to, kar se mu je zgodilo, opiše v mojstrski noveli Meister Floh, Mojster Bolha, ga doleti proces. Zato, ker je kršil službeno molčečnost in je konkreten primer pravzaprav uporabil za svojo literaturo. Ampak tega procesa pa potem ne doživi do konca, ker leta 1822 pa prej umre. Kaj pa uporabi za tole delo v Hudičevi napoji? Kaj je uporabil? Kaj iz svojega življenja ali je to ta romantično občutanje časa, ki ga on nekako z gotskim povezuje? To delo je strašljivo, neverjetno, vse sorte in temačnosti je noter nakazane in resnične. No, mnogo faktorjev je. Ne? Najprej sta dva zgleda, ki sta zelo literarna. Eden je takrat zelo razširjeni roman, ki ima naslov Menih, The Monk, angleškega pisatelja Lewisa. Torej, to je eden od zgledov, drugi zgled je Grossejev roman Ideal, oziroma Genij. To je nemški roman. Torej, to sta neposredno, na ta dva romana se je neposredno naslonil. Potem se je naslonil na to, da je recimo v Bambergu študiral razmere v takrat najbolj moderni umobolnici v tistem času. In da je v Bambergu tudi ta slavni kapucinski samostan, v katerem se toliko stvari zgodi v romanu. Ker tudi tukaj imamo meniha, a ne, v tem romanu. Tako. No, to so eni vplivi oziroma zgledi. Drugo je pa pravzaprav romantika sama kot taka, ne, ki je prinesla prelom z racionalizmom razsvetljenstva, ki je prinesla pravzaprav zagledanost v sanski svet, pozna romantika predvsem v zgodovino, mitologijo, patologijo tudi, ne, v psihologijo oziroma razpuščanje osebnosti in tako naprej. Tudi je ta roman izraz črne romantike. Ne. To pomeni tistega dela romantike, ki je obravnavan pojme, kot so satanizem, demonizem, potem konkretnejše pojme, recimo posilstvo, incest, vprašanje greha, umori in tako naprej. Ne. Veste, kaj me bega, Štefan, ne govorite o vseh teh strašljivih stvareh in dejansko jih najdemo v tem romanu. Ves čas nas preveva neko zlovešče vzdušje, ampak po drugi strani pa kontrastira s takimi prikupnimi opisi prikupne narave. Tisto mehko Nemčijo, valovanje trav, grički, gozdovi. Ne, in to res ustvarja eno posebno vzdušje, da ne veš, pri čem si. Jaz se nisem znašla takoj. Ja, res je. No, zlasti pa mogoče ob tem slikovitem jeziku, ne, v katerem to upodobi,
bi omenil še kot zelo močan faktor nekakšen magnetični suspens, ki te pelje bralca skozi ta roman. Ker roman je napisan, čeprav so to, bi rekel, fiktivni spomini, fiktivna avtobiografija meniha, ne, tako, pa vendarle ni napisana tako kot z perspektive vsevednega meniha, ki zdaj za nazaj razlaga stvari, ampak tako, kot se stvari dogajajo v tistem trenutku. In to bralca zelo vleče. Tle je izjemno veliko suspenza, tako da je to ena od dražij romana. Kar pa zadeva opise, pa moram reči, da so na nek način še precej posplošeni, ne. Tukaj ni teh poglabljanja v detajle, ki bi potem tudi prevajalcu recimo malo olajšalo delo. Zato, ker če pisec zelo jasno opisuje detajle, potem lahko ti jih vidiš pred sabo in potem imaš večjo galerijo izraznega bazena, zato da pravzaprav jih posežeš po njih, oziroma da jih nekako ekvivalentno izraziš. Tako da tukaj je tudi nekaj problemov, no, prevajalskih v tem smislu. O prevajalskih problemih se bova še pogovorila. Prej me zanima tale beseda, ki ste uporabili, draž. Roman je provokativen, je dražesten, ne? Ampak opisuje pa ta pater, ne, menih, pa tudi kar nekaj dražestnih žensk. In tukaj je Hoffmann, bom rekla, ne, kot avtor uporabil res celo kopico nadrobnosti, kako je kakšna držala glavo, kakšno opravo je kakšna imela v kakšni priložnosti. Kakšen je bil ta Hoffmannov odnos do žensk, pa kakšen je bil vaš do teh Aurelij in Eufemij in knjegin in princes, in svete Rozalije, ki se pojavljajo v tem delu? Ja, to je bil kar problem in kar težek zalogaj. Zato, ker se pravim, vi pravite ti detajli, da so izrisani dosti nazorno. Za mojo prevajalsko radovednost premalo nazorno, da bi bilo to razmeroma enostavno prevajati, ne. Čeprav so seveda vse ženske zelo prikupno opisane, ampak zelo veliko je podobnosti v teh opisih, ne. Tako da jih je, bi rekel, celo več kot pa individualnih diferenc med njimi. Res je, nekako se kar zlivata Rozalija in Aurelija. A ne, včasih se zlivata, v kateri od teh dveh zdaj govorimo? Pa ves čas je Hoffmann zelo rad uporablja superlative, ne. Vse je najlepše, najbolj poglobljeno, najbolj plemenito, najplemenitejše, najžlahtnejše in tako naprej. In imaš potem tudi v tem smislu malo težav mogoče z diferenciranim izbiranjem besedišča, da se stvari ne ponavljajo preveč. Tudi kakšne stvari mogoče, ki danes bi rekel, segajo na področje patosa, je bilo treba malo umiliti. Ker mi prevajamo pravzaprav tekste prevajalec prevaja po primarni recepciji, ne. Če primarna recepcija za bralce tistega časa ni bila patetična, tudi v današnjem času prevod ne sme zveneti patetično, ne. Tako da se mi zdi smiselno take stvari malo obrusiti, hkrati pa ne so Patino odvzeti, ne, pa roman prevesti na način modernega romana 20. stoletja. To pa spet ne bi šlo. Kako zanimivo to pripovedujete, ker sama sem se spraševala, kakšnemu tipu človeka je pravzaprav ta roman, kakšni mentaliteti je lahko še všeč, še privlačen. Ker takšnim ljudem, kakršni smo zdaj, je mogoče ta roman res nastal v nekem času, ki je oddaljen glede mentalitete, glede občutanja stvari. Ne, samo jaz mislim, da izjemno vleče s svojim kaj, ne. Tisti tudi ljudje, ki radi berejo kriminalke, trilerje, pustolovske romane in tako naprej, bojo to z veseljem vzeli v roke, ker jih bo zanimalo, kaj se je zgodilo potem, ne. Mogoče je to tip bralca, ki ga manj zanima kako, kot pa kaj. Se pravi, ne kako je zdaj avtor nekaj povedal, ne. To mogoče to prej prezrajo, kot pa prežeti z radovednostjo ugotavljajo, kaj je naslednji korak, ki ga je storil menih, ne.
Dominik je storil marsikateri korak. Ja, Kakšni ja. koraki so bili prav taki neverjetni. Določene korake pa naredil kot njegov dvojnik. Ja, ta relacija je precej zabrisana in tudi ne moreš popolnoma jasno določiti, jasno razložiti meje med dvojnikom in med njima. Ne? To je tudi eden izmed motivov, ne, Absolutno, tega absolutno. romantičnega načina, ne, ja. takratnega ustvarjanja. Ampak Štefan, čisto na začetku, en tak poriv vsemu pa da ali ne dajo hudičevi napoj. Tisto, kar odkrijejo v tisti skrinji, v samostanu, neko steklenico, jo odmaši, začuti en čuden von, eno omamo, en dileri se zgodi, kot da bi postal zmešan, po domače povedano. Ja, takrat v bistvu on je zaznamovan s prekletstvom družinskim, a ne? In to prekletstvo bi verjetno latentno ostalo v njem, če ne bi se prebudilo ob hudičevih napojih, ne? Ob tej eliksirju svetega Antonija, kot je pač to tam opisano. Pravzaprav on, ko poseže po napoju, poseže zaradi v bistvu nekega grešnega nagiba. In ta grešni nagib je pa njegova nečimrnost. Ne? On postane izvrstni pridigar in ko izgubi in postane zelo zagledan vase, postane totalen narcis, ne? In vse podredi temu narcisizmu. Ko pa izgubi dar pridigarstva, pa ne more več živeti. Takrat pa poseže po napojih. Ne? Se pravi, da so napoji neke vrste, bi rekel, ta praizvirni greh v nas, ne? Ki ga lahko na ta način, ko posežemo po prepovedanem sredstvu, obudimo. Pa še enkrat me zanima tale motiv svete Rozalije. On kar umedli pred tem njenim kipom. Potem se ona spoji s to oboževano Aurelijo. Pa ona Aurelijo kar, ne bom povedala kaj, da ne bova vsega odzela bralkam in bralcem. Skratka, sveta Rozalija, svetnica iz Sicilije, ne? Originalno, izvorno. Okoronana z vencem belih vrtnic. Ja, smo pač v dobi romantike. No, v bistvu gre tu za prehajanje oboževanja osebe na področje svetništva. Ne? Tukaj se vse prepleta eno z drugim. Religiozna zazrtost in ljubezenska omama, tukaj ni pravih jasnih mej med obema. In to je nekako zelo, zelo prepleteno. Kateri je bil pa tisti lik, ki je bil vam najbolj všeč? Vam kot Štefanu in vam kot prevajalcu? To bi pa težko odgovoril na to vprašanje. Mogoče Belcampo, no, bom tako rekel. Zato, ker nekako Lepopolski ste prevedli, ne? Ja. Schönleben je to pač po nemško. Imel je dve imeni, italijansko in nemško. Zato, ker nekako on nastopa kot nekakšen po eni strani klovn, po drugi strani pa zelo etična oseba, ki po svoje izravnava vse zablode, skuša pomagati glavnemu junaku in popravljati njegove zablode, in to na en tak, bi rekel, groteskno humoren način. Tudi sicer je kar nekaj groteske v tem delu. Ja, vem, da v enem trenutku Hoffman, ne, kot avtor omenja bebavi marionetni svet. A je Hoffman tako svet občutil, tudi videl z enim cinizmom, z grotesko? Ker eni liki so res špasni, no. Ja, so, absolutno, ja. Težko rečem, saj v bistvu, ne vem, mislim, da je bil marionetni svet del njegovega sveta, ne. Nenazadnje je to, se poznamo njegov motiv, študent se zaljubi v lutko, ne, ki je samo v bistvu, ki je samo stoji v izložbi, na primer, ne. Tako da svet lutk je bil tudi njegov svet. Tukaj bi rekel, da ni on imel neke distance ali pa da ni tega področja kritiziral direktno, oziroma ni imel uperjene kritične osti zoper to polje. Ne, to bi rekel, da ne. Mislim, da
To, da je bil Belcampo tudi lutkar v nekem trenutku, je samo v bistvu neke vrste popestritev romana. Roman je zelo pester. Zdaj me pa zanima, v katerem času in v katerem svetu pa vi živite? Kot prevajalec se potapljate marsikam. Ja, seveda. Mislite, kako kot oseba? Kot oseba, kot prevajalec, kako delate? Se usedete vsak dan, greste k Hoffmannu? Ne, jaz sem Hoffmanna oddal že pred pol leta, zato sem moral prav zdajle, ker sem vmes še en drug prevod naredil, zdajle malo osvežiti te svoje vezi z njim. Drugače pa metoda je bila, recimo, podobno kot pri drugih prevodih. Jaz sem ta tekst šel 4-krat skozi. Prvič ga prevedem toliko, kot ga pač najboljše moram, glede na to, da mi vse najboljše možnosti, ki jih ponuja slovenščina, sploh ne priplavajo še na misel, ker sem preveč pod sugestijo nemške strukture, ne, prvi prevod. To je ta groba verzija. Ta druga verzija je pa potem čiščenje oziroma dokončna preoblika strukture v slovensko. Ne. Tako da želim, da bi prevod zadihal slovensko, da bi se nekako nehalo zdeti, da je preveden, da bi postal avtentičen košček literature. In pri tretjem branju, ki ga naredim brez izvirnika, samo še iščem izdajalske stavke, ki kažejo, da so zgolj prevedeni. Ker pač vsega tudi pri 2 branjih še ne vidiš, no potem pa slediš eno hitro branje na koncu. A veste, da ste mojster? Mojster tega poklica in vas prav rada poslušam, tudi sama se večkrat spogledujem s prevajalstvom. Ne, saj ste tudi prevajali, kakor vem. Še in tako naprej. Kaj pa vi zdaj trenutno delate? Imate kaj prevajalskega na mizi? Ja, ravno kar sem oddal Jozefa Winklerja, to je pa Viliniškega nagrajenca iz lanskega leta. Avstrijec? To je Avstrijec, ja, celo Korošec. No, tako. Ja. In to njegovo novelo Natura Morta, kjer pravzaprav opisuje zgolj na temelju natančnega deskriptivizma rimski utrip rimske tržnice in utrip v množici pred Petrovo cerkvijo v Rimu. In to tako, da pravzaprav ko sem ta prevod ravno pred par dnevi poslal na Cankarjevo založbo, sem napisal uredniku, da mu pošiljam prevod, ampak da ga skoraj nisem mogel prevajati, da je bilo treba ta tekst dobesedno izklesati. Ker je res tak, da do konca nisem bil zadovoljen z njim, z dolgimi, elegantnimi, zelo kompleksnimi in zelo zapletenimi stavki. V želji, da bi bili vseeno hitro razumljivi, da ne bi terjali preveč energije od bralca, pa tudi, da ne bi poželi preveč odpadanja med branjem. Odpadanja bralca med branjem. Ja, razumem. Ja. Ali je, vem, da je, ampak kaj je tisto, kar ni prevedljivo v slovenski jezik ali pa iz nekega originalnega jezika v nek drug jezik? Mislite, da ne mislite? A ste že vi na to naleteli? A mislite, da boste naleteli? Kakšne stvari so te, ki si ga da prevesti? Jaz mislim, da se najde kaj nepredvidljivega, ampak jaz slučajno nisem imel teh problemov do zdaj. Tudi besedne igre, ko so pravzaprav ena od najtežje prevedljivih elementov, sem do zdaj nekako skušal vse prevesti. Ne, da bi jih dobesedno prevajal, pa potem razlagal v fusnotah, to nekako nikoli nisem naredil. Zmeri se je našla neka varianta. Pač ne prevedeš, kot lingvisti rečejo, denotativnih pomenov, to se pravi tistih, ki so v slovarju, stojijo desno od besede, dobesednih, ampak to žrtvuješ, zato pa greš v konotacijo, kaj je želel in kako do te konotacije priti z drugimi sredstvi. To se marsikje da, tudi tam, kjer se včasih vidi, da je nemogoče. Se ukvarjate tudi s teorijo prevajanja? Ja. To se sliši. In potem še nekaj.
Menih Medard v nekem trenutku opisuje sebe, nečimrn, kakršen je, kot govori o sebi kot o človeku nagnjenem k kontemplativnemu življenju. Ali je prevajalec nagnjen k kontemplativnemu življenju? Po svoje, ja. Mislim, da ja. Prevajalec je tip človeka, ki živi pravzaprav v svojem miselnem svetu veliko drugih življenj skozi knjige, s katerimi se ukvarja. Ne samo kot bralec, ampak tudi kot najnatančnejši bralec. To je pač prevajalec. Smo v tej vlogi, da moramo izraziti prebrano in takrat se marsikdaj pokaže, ali smo res dobro razumeli prebrano ali ne. Se pravi, prevajalec je ta, ki naj razume. Ja. Pa ne samo to, mora tudi znati artikulirati, kar je razumel. In pri tem razumevanju se včasih pokaže, da pri tej artikulaciji se včasih pokaže, da je razumel narobe, ali pa da je razumel slabo. Ker prevedeno ne deluje, pa ne veš točno, zakaj ne deluje, potem pa začneš globlje iskati v tekstu in vidiš, da pravzaprav je v globini avtorjevega razmisleka še neka druga črta pomembnejša. Se pravi, prevajalec mora biti ne le občutljiv, ampak tudi načiten in pameten človek. Kaj pa romantičen? Mora biti romantičen, če prevaja Hoffmana? Ja, gotovo, da mu koristi. Je vam koristila? Ja, ker po svoje. Čutim, da ste romantik. Čutite, ja. Ja, jaz sem se s Hoffmanom kar dobro ujel, se mi zdi. Lepo. Najlepša hvala vam za prevod. Z veseljem. Z veseljem sem ga brala in prebrala in velikokrat ali pa nekajkrat tudi na glas. Aha. Čudovito teče. Me veseli. Hvala vam tudi za tale pogovor. In če ste zato, se bova od gledalk in gledalcev poslovila z vabilom, kot sva rekla že na začetku, k zimskemu branju Hoffmanovih Hudičevih napojev v sklopu klasične beletrine. Najlepša hvala, Štefan Vevar. Hvala za vprašanja. Dodal bi mogoče samo še to, da gre pravzaprav za drugi prevod tega dela. Da je to delo izšlo že v slovenskem prevodu leta 1967. Tako da lahko kdo že zdaj vzame tisti prevod v roke. Lahko, ampak jaz svetujem, da počaka na zimo. Potem pa mogoče samo še to vprašanje. A se vam zdi potrebno, zagotovo se vam zdi, ampak zakaj, da se že prevedena dela, ki so bila recimo izdana pred 50 leti, še enkrat prevedajo? Ja, to 50 let je nekakšna magična meja. Sicer je malo na pamet postavljena, ampak je neka meja, ki nekako se predpostavlja, da v 50 letih jezik doživi nek razvoj. Da se lahko zdajšnjo dikcijo bolj približaš sodobnemu bralcu, če to prevedeš na novo, kot pa da vzameš samo star prevod. Zdi se mi, Štefan, da se kar ne morava posloviti, ampak se morava. Najlepša hvala še enkrat. Vam tudi za vprašanje še enkrat. Hvala lepa tudi vam. Beletrina v živo.